Pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi. Danes bom govorila o božanski komunikaciji. To je grlena čakra in ljudje, ki imajo močno izraženo grleno čakro, so odlični v komunikaciji. Naj si bojo to učitelji, predavatelji, marketinški mojstri. Skratka, vsi, ki uporabljajo komunikacijo, naj si bo v izgovorjeni ali v pisani besedi kot enostavno orodje. To je njim tako enostavno, kot je mački uloviti miš. In božanska komunikacija, Miška, prid sem, glej, tukaj imam, je značilna tudi za ljudi, ki so dobri komunikatorji. Se pravi, pogovarjajo se lahko z živalskim svetom, z svetom nevidnih duš. Negativni pol pa se pri teh ljudeh izkaže takrat, ko naletijo na gluha ušesa. Spomnite se, kakšne učiteljice v šoli, ki je dobesedno se ji utrgal, če je kdo klepetal med poukom. Ampak nikoli se pa ni ta učiteljica ista vprašala, ali je moj način govora, komuniciranja tak, da uspavam ljudi, ali tak, da jih držim v pozornosti. V glavnem nefunkcionalni del teh ljudi ali pa destruktivni aspekt se pokaže takrat, ko naletijo na gluha ušesa, na neodobravanje in najbolj takrat, ko ure in ure porabijo, da pišejo nesmiselne stvari, kot so pisanje dnevnika, zbirajo en kup enih člankov, delajo obnove, povzetke in tega ne ponudijo svetu. In če vas zanima več o tem, kako lahko komunicirate z mano, se prijavite na brezplačne e-novice na spletni strani omgarden.si. Poglejte preberite katero izmed mojih 8 knjig, na primer Sporočilo Zorjona, in kmalu spet z vami. Hvala za lajke in komentarje.